Hrana za zdravje in delovna mesta. Tako je naslov vseslovenskemu nagradnemu natečaju, ki ga je evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič iz vrst Slovenske demokratske stranke skupaj z ekipo mladih začela uresničevati lani. Z različnimi delavnicami so želeli spodbuditi lokalno pridelavo hrane in zdrav življenjski slog. V Sloveniji je brezposelnih že 130 tisoč ljudi, med njimi tudi 30 tisoč mladih, ki se jim priložnosti ponujajo tudi na področju pridelave hrane, je prepričana evropska poslanka. Politika je tista, ki mora oblikovati pogoje, v katerih se razcveti tudi ustvarjalnost. Politika tako evropska, državna in lokalna. Ampak na drugi strani, brez motivacije, brez tega, da ljudje sami hočemo iskati tudi rešitve, brez tega ne gre. In največ je v mladih tega potencijala, pravzaprav tudi ene predrznosti. Mladi tudi vidijo stvari, ki jih mi več ne opazimo, ali pa ki se nam ne zdijo pomembne. Mladi imajo tudi velikokrat nore ideje, ampak tem norim idejam je treba prisluhniti. Natečaj Hrana za zdravje in delovna mesta je nastal v sklopu pobude Požen Evropo, s pomočjo katere bi mladi prepoznali nove priložnosti za zaposlitev. In nujno je mladim odpirati mogoče tiste poglede, ki jih ne opazijo. Ne opazijo pa, da je priložnost na eni strani v tem, da imamo zemlje 23 tisoč hektarov neobdelane, pri 130 tisoč brezposelnih, da imamo 400 tisoč kroničnih bolnikov v Sloveniji, 400 tisoč kroničnih bolnikov, kar pomeni, da je hrana in zdrava hrana nekaj ključnega za to, da bomo lažje obvladovali svoja stanja. Mazej Kukovičeva je prepričana, da se zdaj vračamo korak nazaj k tistemu, kar so znali in cenili naši predniki. In mogoče, da mi vsi skupaj premalo to prenašamo na naše otroke in vnuke. In to je ravno ta odnos do hrane, do zemlje, do tega, da ni sramota, če si roke umažeš zemljo, lahko imaš za to diplomo, pa boš pač s tem, ko si roke umazal zemljo, še nadgradil z nečem, kar mogoče tisti, ki nima izobrazbe, ne bi znal. Iz preteklih izkušenj lahko povem, da naše podeželje že zelo lepo živi. Res pa je, da uspevajo tisti mladi, katerih starši imajo zemljo. Iz preteklih izkušenj lahko povem in sem tudi vesela, da se je veliko mladih in tudi ne več tako rosno mladih odločilo, da svoje znanje nadgradi, torej znanje o obdelovanju zemlje, o pridobivanju hrane in sicer z izobraževanjem. V okviru pobude Požen Evropo je nastala zagnana ekipa mladih, ki je na delavnicah z udeleženci iskala nove rešitve. Glavna dejavnost ekipe Požen Evropa je v lanskem letu postal ta natečaj Hrana za zdravje in delovna mesta. In v lanskem letu smo s tem natečajem povezali dejansko ljudi iz cele Slovenije. Tukaj imate gor predstavljeno, odkot vse so bili naši natečajniki. Prijavi se lahko vsak, vrtci, zavodi, fakultete, šole, vrtičkarji, kmetje, tisti, ki imajo neko podjetniško idejo, pa ne vejo, kako bi jo uresničili, ali pa jim manjka tisto malo poguma, tistega malo ekipnega duha, ki ga potem mi želimo na teh srečanjih pač tudi dati. No in v tem našem natečaju, prvem, lanskem, smo obiskali v bistvu od 156 natečajnikov, smo jih 120 obiskali, to so seveda tudi vrtci, šole in zavodi, fakultete in pregledali kar 151 hektarov površin. Predvsem smo v tem prvem natečaju spodbujali pridelovanje ajde, česna, stročnic in jagodičevja. Pomembno je, da zavest o zdravi hrani, ki zraste na njivi, prenesemo že na najmlajše rodove in jim vcepimo. To
spoštovanje do zemlje, da poznajo hrano, da hrana ne zraste na trgovskih policah, ampak zraste na njivah. In res nekateri te otroci so spoznali proces pridelave hrane čist popolnoma od semena do sajanja, pa od njive do praktično od njive do krožnika in tudi naprej pol, v bistvu, kako prodati ta izdelek, kako tudi kruh so pekli, recimo v teh mladih natečajnikov smo dobili tudi veliko lepih, zanimivih receptov. V nadaljevanju se bodo osredotočili, kako v lokalni pridelavi hrane najti nove podjetniške priložnosti, torej povezati motiko z računalnikom. Jaz se bom osredotočila na to, da bom nekako izpostavila nekaj konkretnih takšnih praks, sicer iz tujine, ki že pač povezujejo motiko z računalnikom oziroma ki že uporabljajo sodobne informacijske in tehnološke rešitve za nekaj, kar recimo delamo ljudje že tisoče in tisoče let, torej pridelujemo hrano. Ne? V tujini recimo je Vodafone nekako kot odgovor na vprašanje, oziroma nekako kot odgovor na skrb, da bomo do leta 2050 najverjetneje morali predelati že za 50 oziroma 70% hrane več kot sedaj, oblikoval mobilno aplikacijo, ki se imenuje Vodafone's Farmers Club. Deluje pa nekako tako, da v bistvu predelovalci prejemajo SMS sporočila z raznimi, ne vem, informacijami, ki so za njih relevantne, ne? Torej o vremenska opozorila ali pa, ne vem, nasvete glede predelovanja, nasveti, kako se, ne vem, spopasti z nekim škodljivcem, potem o možnostih subvencioniranja. Vedno je tudi na voljo telefonska linija, kamor lahko vedno pokličejo in se v bistvu strokovnjaki nekako pogovorijo torej o teh stvarih, ki sem jih omenila. Ne? Projekt je zaenkrat zelo uspešen, zlasti v Turčiji. Evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič svojo ekipo Požen Evropo po prvem natečaju zdaj razpisuje drugi vseslovenski nagradni natečaj za iskanje rešitev na področju zdravja in hrane. Natečaj je nadaljevanje projekta Hrana za zdravje in delovna mesta, s katerim še naprej želijo spodbujati ljubezen do zemlje, izboljšati odnos do zdravja in opogumljati za podjetništvo. Da vabimo ljudi vseh starosti, in bili so tudi v prejšnjem vseh starosti, zato ker se vsakdo sekira za to, kaj bo on delal in seveda še bolj, kaj bodo mladi delali. Jih vabimo do 28. februarja, da se prijavijo. Vse ostalo pa bodo vse informacije, vsak jih bo dobil zelo jasne, kako sodelovati, kako se bomo srečevali na delavnicah. Prihajali bomo v tiste kraje, kjer vas bo nekaj prijavljenih skup, tako da bo lažje organizirati delavnice in to bo potekalo celo leto do oktobra. Ključno vprašanje torej je, kakšno in katero hrano bomo jedli v prihodnje, saj bomo morali na svetovni ravni do leta 2050 pridelati 70% hrane več kot danes in kako spremeniti naše prehranske navade. Zato, ker mi še vedno pojemo v večini premočno hrano. Jaz to tudi zdaj vidim, ko je v Belgiji mnogo bolj lahka hrana, z manj soli, z manj sladkorja, z manj maščob. In seveda, da se bomo zavedali, katero hrano smo po svoje pozabili. Tako kot smo rekli prej, mi te kulture, ki so izjemne za zdravje, med njimi tudi česen, 41 milijonov kilogramov ga Evropa uvozi na leto. Mi v Slovenijo pa uvozimo skoraj 2 milijardi hrane na leto. Skoraj 2 milijardi. Na področju izobraževanja sicer do zdaj že veliko naredila kmetijsko-svetovalna služba. Nič ne pomeni, če ima oče, na primer, sadovnjak, sin pa ne ve, kaj bi s tistimi jabolki počel. Ali jih zna predelati v kakovostno hrano, v tržno zanimivo hrano. Zato je potrebno mlade spodbujati k izobraževanju, pridobivanju novih znanj. Svoje priložnosti lažje iščejo predvsem na tistih kmetijah, ki že imajo registrirano dopolnilno dejavnost. Jaz bi svetovala, da tisti, ki so že uspeli na tem področju, da postanejo učne kmetije, ki bi povabile mlade, da se sploh seznanijo z določenimi postopki dela, da se morda v določeni smeri naprej izobražujejo
razvijajo, vendar je treba takoj povedati, da od danes na jutri ni uspeha, še najmanj pa v denarnici. V globalnem smislu mislim, da ima človeštvo 3 ključne izzive. Eno je hrana, drugo je okolje in tretjo energija. Tisti narod oziroma tisti, ki bodo uspeli vse te momente ali pa rečemo vsa področja primerno uravnotežiti, bodo uspešni. Ker vemo, da so pa tesno povezani recimo pridelava hrane in pa okolja. To samo, če pomislimo na vse te pesticide, s katerim se hrana danes prideluje, je en kritičen moment. Ravno tako energija v povezavi z okoljem in pa hrano. Drugo razmišljanje, lejte, mogoče demografski problem, globalno naše razmišljanje. Pa vendar vsi poznamo tisti rek, misli globalno, pa deluj lokalno. Se pravi, da je neka ideja, da se za dobro lokalno politiko da reševati globalne probleme, če seveda je čim več ljudi v to vključenih. Bi imela predlog, da bi se moralo podeželje, odnosno posamezniki z določenimi proizvodi približati potrošniku v mestu. Enostavno, da bi začela bolj živahno potekati prodaja, ponudba v naseljenih področjih, med blokovskih naseljih, ker danes so ljudje ali smo tako razvajeni, da res najraje vidimo, da se nam vse pojavi pred nosom. Vendar mesto in podeželje očitno še nista našla prave simbioze. Kmet bi rad prodal, marsikaj tudi podari. Mestni človek pa bi moral spoznati dobro zase, da bi dobil kvaliteten krompir, ne krompir, ki piše na vrečki iz Egipta. Da ne bi uporabljal motovilec iz Italije in tako naprej. Vse to ima naš kmet. Slovenija rabi nov zagon, nov pristop, predvsem pa hitre in učinkovite rešitve, meni evropska poslanka. Kitajska šiba po levi, Amerika. Veste, da nam Amerika dobavlja že vsa semena. Da ne rečem, da nam dobavlja tudi semena za razplod govedi. Torej, to niso več heci, kje smo mi odzadaj. Ampak v Sloveniji marsičega pravzaprav niti ne vemo, ker je, kot vidim, je pač, mislim, težko sploh berem in poslušam, ko pridem, ko vidim, ko vem, koliko ljudi je brez dela, pa brez perspektive, pa se nihče s tem ne ukvarja. Jaz sem se krepko zamislila zdajle ob teh poplavah, odnosno tudi te katastrofe z žledom, snegom in tako naprej, ko so gospodinje jadikovale pred vrati na pragu domače hiše, kaj narediti, ko se bo vsa hrana pokvarila, ker ni elektrike. Niso vedele, kaj napraviti, kako si pomagati. Tudi mladi ne priskočijo svojim znanjem na pomoč. Pa vendar bi mamci zakopali v led in sneg tistih nekaj kilogramov mesa, da ji ne bi pes vse odnesel. In smo torej spet pri prepletanju mladih in starih, prenašanju znanja in zavedanju, da bo v prihodnje, najbrž še bolj kot danes, pomembno, kaj bomo položili na mizo in v naša usta.